In zdaj še k malo starejšim. Srednješolska vrata je davi prestopilo tudi 84 000 dijakov in dijakinj. S kamero smo jih pospremili v Novem mestu, na največjem šolskem centru pri nas, kjer jih bo v tem šolskem letu nabiralo znanje 3760, približno 80 več kot lani, od tega dobrih 1000 novincev. Vpisali so se v 36 izobraževalnih programov. Poglejmo prispevek. V razredu smo najprej preverili vzdušje pri strojnikih, med katerimi je tudi več trebancev. Že od nekdaj sem užival v teh bencinskih hlapih in v premikanju motore in to me v bistvu navdušuje. Tudi prvi dan je bil po pričakovanjih, je povedal, tudi za njegova sošolca. Meni je bilo tako všeč, če smo začeli že brata, tako da me je malo on že navadil. V redu, super. Zaenkrat v redu, pa bom povedal. Česa se najbolj veseliš tako na novi šoli, novi začetki? Prakse. Zatem smo se odpravili v razred tehniške gimnazije. V redu, tako dobro vzdušje je, imamo se fajn, zdaj malo spoznavamo razredničarko, malo nam govori o tem programu šole. Se mi zdi, da sem kar znajdla, sem en teden malo, da najprej spoznam šolo, pa bo šlo. Bil sem malo pričakovan, drugače pa nič posebenega. Vedel sem, da bom kar novih sošolcev spoznal. Gal se najbolj veseli? Prijateljev novih spoznanj, pa kakšnih ekskurzij, pa športnih dni pa to. Tolikšno število dijakov pomeni velik organizacijski, prostorski in kadrovski izziv. V lanskem šolskem letu smo pridobili 2 nova prizidka, tako da prostorsko smo zadeve nekako uredili. Tudi kadrovsko se krepimo vsako leto. Je nekaj odhodov kolegov v penzijo, posledično novi prihodi, zaradi povečanja števila dijakov tudi nekaj novih prihodov. Letos so tako zaposlili 30 novih sodelavcev, je dodal in obenem pojasnil, da ne predvidevajo programskih novosti. Pa njegovo sporočilo mladim ob začetku novega šolskega leta, najbrž je zanje sploh prveletnike začetek šole izziv. Vendar pa, če privzamemo, da so se v srednje šole vpisali po svojih željah, torej izbrali program, ki jih zanima in ga bojo obiskovali s srcem, naše poslanstvo je tudi, da ustvarjamo neko spodbudno učno okolje, kar pomeni, da želimo, da se dijaki dobro počutijo. Potem šola za dijake ne bo tako stresna, ampak bodo s strastjo pridobivali nova znanja in veščine, je dodal.